Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši novi oddaji, pogovorni seveda. Ja, kot smo že napovedali, je danes z nami Mirko Cvetko, župan občine Sveti Tomaž, potem ko smo gostili tudi našega ormoškega župana in župana občine Središče ob Dravi, kajti zdi se nam prav, da predstavimo načrte teh naših domačih občin in predvsem, da izvemo, kaj je novega in kaj jim je prineslo leto 2018, kajti leto je lahko zelo dolgo, ko človek ima veliko opravkov. Gospod Mirko Cvetko, lepo pozdravljeni v naši družbi. Lep pozdrav tudi vam in pa seveda vsem vašim gledalkam in gledalcem. No, verjamem, da ste že tako pošteno zakorakali v novo leto, kajti sredi januarja smo že in verjetno je že vse na svojem mestu. Res je, skoraj ne moremo verjeti, še malo pa bo pol januarja odšlo. Pravzaprav smo še vedno nekako v euforiji tistih prazničnih dogodkov od Božiča do novega leta. Toda vse lepo hitro mine, tudi ti prazniki so nekako za nami, potem nas tudi nekako opozarja nič kaj več okrašena mesta. Tudi pri Svetem Tomažu smo v teh dneh odstranili res lepo okrašene luči in pa vse, kar spada v ta božično-novoletni čas. Tako da, pogledajte, pred nami je novo obdobje, novo leto, tudi nov mandat, se pravi kar nekaj izzivov, na katere bo potrebno odgovoriti. Ja, seveda, čestitke za ponovno izvolitev, to je torej vaš 4. mandat. Ste sploh dvomili, ste kdaj bili tako, niste vedeli, bi se odločili ali ne za ponovno kandidaturo? Kar se tiče tega vprašanja, bi lahko dejal, da se o tem nisem nikoli belil glave. Dejstvo je, jaz pač trdim, da je potrebno v mandatu, ki ga imaš, narediti maksimalno, kolikor pač zmoreš in pa kolikor je mogoče v danih situacijah. Potem pa seveda sprejeti odločitev ali da ali ne, se pravi iti v naslednji mandat ali ne. In jaz sem se odločil že precej časa prej, da bom še enkrat šel v ta mandat. Imamo vsekakor za preteklost kaj pokazati, predvsem pa imamo določene investicije, ki bi si jih res želel, da se uresničijo pri Svetem Tomažu in kar je najbolj pomembno, tudi naši prebivalci te investicije podpirajo. Tako da v tej smeri nisem imel dobenih dvomov. Kar se pa tiče imeti pomisleke da ali ne, kar se tiče same izvoljivosti, je pa potrebno reči, da nikoli ne veš, kaj se zgodi, ko sta več kot en kandidat. Se pravi, če sta že dva, se lahko marsikaj spremeni, ampak še enkrat trdim, vsak naj ponudi tisto, kar lahko ponudi, občani pa vedno izberejo prav. In kdo so osebe, ki torej sedijo v novem občinskem svetu? Kar se tiče samih občinskih svetnikov, moram reči, da je zelo lepa sestava, pestra sestava. Imamo 4 svetnike iz vrst Nove Slovenije, pa po 2 svetnika iz Slovenske ljudske stranke in pa 2 svetnika iz SDS stranke Sveti Tomaž. Kar se tiče samih imen, mogoče za področje Pršetnec in Hranigovec, je izvoljen Franc Magdič, bil je svetnik že sedaj. Za področje vasi Gornji Kločarovci, Senik in pa Sejanci je izvoljena svetnica. Naj povem, da tokrat edina svetnica v občinskem svetu, Marija Žinko. Potem imamo za področje Male vasi, Gradišča in pa Bratonečic, imamo novega svetnika, Marka Vajda, mladi fant, nov izziv. Verjamem, da bo uspešen na tej svoji novi poti. Potem imamo svetnika pri Svetem Tomažu, je stari svetnik, se pravi tisti, ki je že opravljal to funkcijo, je Marjan Antolič. Potem imamo novega svetnika za področje vasi Savec, je Miro Rakuša, ki je bil istočasno tudi kandidat za župana. Potem imamo svetnika za področje Rucmanec, Mezgovec in pa Senčaka, gre za Boruta Anžekoviča. Potem tudi on je bil v prejšnjem svetu že svetnik. Ravno tako je bil že svetnik Mirko Lovrec, ki je bil izvoljen za področje vasi Trnovci, Rakovci. In pa svetnik za področje vasi Koračice, Zagorje, je pa tudi stari svetnik, se pravi iz prejšnjega sestava, ponovno potrjen Albin Belšak. Upam, da nisem koga pozabil. V vsakem primeru naš občinski svet šteje 8 svetnikov. Torej, kot že rečeno, eden od teh svetnikov je svetnica, v prejšnjem mandatu smo jih vedno imeli več, tako da
ta zadeva je nekoliko drugačna. Sicer pa, kot je rečeno, imamo dva nova svetnika, drugače pa je ostal večinoma občinski svet podoben v sestavi prejšnjega mandata. No, navadno rečemo, kar je bilo, ampak vseeno nas zanima, kako ste zadovoljni z minulim letom 2018. Je bilo dovolj uspešno za vašo občino, na kaj ste najbolj ponosni? Vsekakor se mi zdi najbolj pomembno to, da smo bili zelo homogena občina, kar pomeni, da ni bilo čutiti nobenih prepirov, da ni bilo čutiti nekih velikih razhajanj, da smo se o vseh zadevah v občinskem svetu in v občinski upravi lepo dogovorili in delovali res kot, bi rekli, ljudje, ki vemo, na kak način se vse te zadeve strežejo. Namreč nas, pa mene osebno recimo zelo moti, ko se v različnih okoljih, različnih slovenskih občin dogajajo zelo čudne stvari, kar se tiče nestrinjanja, nasprotovanja in še česa. To jaz trdim, da ne sodi v prostor neke občine, niti v, bi rekli, trenutni pravni red, ki bi ga v Sloveniji mogli imeti. In jaz pravim tako, ko vidiš, da zadeva ne gre več, da enostavno pride do preveč konfliktnih situacij, je boljše reči hvala vam za vse in nasvidenje. To pri Svetem Tomažu seveda ni, hvala Bogu, tudi ta sestav, ki je sedaj, priča o tem, da bo možno zelo dobro sodelovati, da imamo vsi iste interese, vsi isti cilj. In to lahko rečem, da je bil eden največjih pridobitev, predvsem pa tistih dobrih pokazateljev prejšnjega mandata, na podlagi katerega smo pravzaprav marsikatero zgodbo lahko tudi lepo in pa dobro končali. No, kaj vse ste recimo naredili v minuli občini? Seveda ste začeli graditi, torej končno medgeneracijski center, končno pravim zato, ker se je kar čakalo na vsa ta dovoljenja. Je naš velik med, kar se tiče teh investicij, vsekakor izgradnja medgeneracijskega centra v naši občini. Govorim o tem zato, ker je to ena velika investicija za občino, kot je Sveti Tomaž. Namreč nam primerljive slovenske občine se le redkoma spuščajo v to vrstne investicije, seveda pa se moramo zavedati, da to ne bi bilo mogoče, če v tej zgodbi ne bi sodelovale tako vse tri občine, ki so nam dale pri tem preko občinskih svetov tudi možnost in pa sklepe, da nas pri tem podpirajo, in pa kar je najbolj pomembno, se pravi tisti, ki je za tem pravzaprav najpomembnejši investitor, pa je Center starejših občanov iz Ormoža, ker imamo res podporo, ker nas podpirajo in so seveda tudi v svojih načrtih videli eno možno rešitev širjenja tovrstne dejavnosti tudi izven centra Ormoža, kar se mi zdi izredno pomembno. Namreč moj namen je bil vedno v preteklosti, da poskušamo te storitve, ki so za naše prebivalstvo, ki se vedno bolj stara, čim bolj približati svojemu kraju, svojim domačim ljudem, svojemu območju. Namreč ni lepšega kot ohraniti in pa dati možnost tistemu, ki se pač mora poslužiti domske oskrbe, da ostane tam, kjer je živel, kjer je preživel mlada leta, kjer je preživel svoje plodna leta in potem tudi ta leta v jeseni življenja. No in to bomo v Svetem Tomažu lahko naredili. Seveda, kot ste že omenili, res je, državni mlini včasih zelo dolgo meljejo. Tudi v tej naši zgodbi se je to zgodilo, čakali smo več kot eno leto, leto pa pol, na izdajo koncesije, na katero se je potem prijavil naš Center starejših občanov v Ormožu. Ampak mi smo nekako slutili, da bo zadeva šla v to smer, ki smo si jo zaželeli, in tudi država skupaj z Ministrstvom za delo, socialne zadeve nam je v tej zadevi prisluhnilo in vendarle podelilo to potrebno koncesijo za 28 ležišč pri Svetem Tomažu, kar se mi zdi res tisti najbolj pomemben moment našega dela, saj smo pravzaprav kar nekaj zadnjih let nekako usmerjali vso svojo energijo ravno v pripravo dokumentacije, ki pa ni tako enostavna, res zahtevna, da smo lahko prišli do tega, kar danes pravzaprav že počasi bližamo k željenemu cilju. No, kakšna pa je torej finančna konstrukcija za izgradnjo tega medgeneracijskega doma? Torej, naš dogovor je bil sklenjen z Centrom starejših občanov, razmerje 66, se pravi nekje 66% je delež, ki ga pokrije dom
center starejših občanov, ostalo razliko pa krije občina z proračuna. Če greva malo po številkah, je to nekje cirka 800 000 evrov brez DDV center starejših občanov, razlika do 1,5 milijona, kolikor ocenjujemo, da bo skupna vrednost tega doma, pa proračun občine Sveti Tomaž. Naj povem, da točne vrednosti v tem trenutku nimamo, ker še 2 sklopov nimamo razpisanih. Gre za zunanjo ureditev in pa opremo. Te 2 sklopa bosta v naslednjih tednih razpisana in ko bomo imeli najugodnejšega ponudnika, bomo komaj lahko rekli, kolikšna je vrednost tega doma, ki ga bomo zgradili. Še enkrat pa povem, pomembno je, da smo preko občinskih svetov dogovorili procent soudeležbe, tako iz strani ustanovitelja, se pravi Centra starejših občanov, kot občine Sveti Tomaž. No, ta dom bo torej 28 mest, ste dejali, da bo torej v centru domu, ne? Ta mesta so namenjena samo za vaše občane ali bodo lahko tudi prihajali z teh 2 sosednjih občin, z Ormoža ali Središča ob Dravi? Veste, zelo žalostno bi se slišalo, če bi rekel, da je to rezervirano za občane občine Sveti Tomaž, potem bi lahko tudi v Ormožu rekli, da Tomaževčani nimajo tam prostora. Vsekakor je možnost za naše domače uporabnike, ki bodo to storitev potrebovali v naslednjih letih, vsekakor pa za zapolnitev prostih mest, ki bodo v domu, bo center starejših občanov zagotovo lahko plasiral tudi druge morebitne kandidate, ki bodo želeli imeti tovrstne storitve. Na vsezadnje dom mora biti poln, če hočemo, da bo tudi finančno vzdržen. Bo občina prihranila kaj s tem, recimo, če bodo vaši ljudje v domačem domu? Kar se tiče samih prihrankov, bom rekel takole, gledano na letni ravni, občina Sveti Tomaž porabi cirka 100 000 evrov za domsko oskrbo starostnikov v različnih domovih, ne samo v Ormožu. Seveda, če bodo ti naši oskrbovanci nekako našli željo, da se nekako vidijo v domu pri Svetem Tomažu, bo to zgodba, ki bo nastala oziroma ki bo postala del našega doma pri Svetem Tomažu. Mi se zavedamo, da stroškov, kar se tiče domskega varstva, ni konec, da s tem nismo rešili sofinanciranja tistih, ki so tega sofinanciranega deleža potrebni že po zakonu. Dejstvo je, da mu dajemo samo možnost, da se bo ta zadeva lahko odvijala pri nas, s tem pa ne smemo pozabiti na bistven element te investicije, to pa je dodana vrednost glede zaposlitve. Pri Svetem Tomažu je vendarle velik potencial, kar se tiče zaposlovanja. Naši prebivalci večinoma hodijo v službe v druge kraje in moja želja je že od nekdaj bila, da poskušamo najti čim več možnosti za zaposlitev naših prebivalcev v naši občini. No, tukaj v tem domu, o katerem govorimo, bo našlo svoje mesto do 17 zaposlenih in jaz verjamem, da si tako težko lahko zamišljamo nek obrat ali karkoli, ki bi v centru Svetega Tomaža zaposlil tolikšen kader in predvsem, kar moram reči, tudi kvaliteten kader. Na vsezadnje zdravstvo in kar je tem povezano, je vendarle področje, ki je specifično, pa tudi dokaj dobro pokrito, kar se tiče same stroke na našem območju. Kako pa boste reševali kuhinjo? Kar se tiče samih režijskih dejavnosti, ne bova samo v kuhinji, zadeva se bo odvijala izključno preko Centra starejših občanov v Ormožu. Na kak način se bomo dogovorili, jaz mislim, da bodo zadeve transparentne, predvsem pa modre. Namreč nam vsem mora biti v interesu, da naredimo tako, da bo uporabnik storitev čim bolj zadovoljen in da bo cena vzdržna. Ne moremo si privoščiti nekih visoko letečih izdatkov, ki bi bili po eni strani nesmotrni. Namreč, recimo sam primer, da bi šli v izgradnjo neke nove kuhinje pri Svetem Tomažu za 28 oskrbovancev, pa recimo 15 zaposlenih, to bi bilo skoraj negospodarno ravnanje. Vsekakor pa se pogovarjamo v tej smeri, da neko zadevo poskušamo rešiti preko enote pri Svetem Tomažu, neko vitalno preskrbo z prehrano pa bomo vendarle morali koristiti domske storitve, ki bodo še naprej zagotovo najbolj poceni, predvsem pa smotrne, kar se tiče izdatkov. No, sem mislila, da morda boste združevali kaj z šolo in z vrtcem, glede na to, da je to tam skupaj vse,
ampak Veste, specifika domske preskrbe prebivalstva z prehrano in pa šolskih otrok je precej drugačna. Vemo sami, po naravi različnih bolezni, ki jih starostniki imajo, je potrebno poskrbeti za marsikatero dieto, ki je v šoli v tem trenutku najbrž ni mogoče zagotavljati, oziroma bi bilo potrebno kar precej razširiti tudi zaposlitveni nekako tisti prag, kar se tiče samih delavcev v kuhinji. Potem pa se seveda že postavlja vprašanje smotrnosti, zopet, kar se tiče izdatkov, da vendarle ne presežemo tistega, kar je pomembno, da bo dom finančno vzdržen. No, sedaj sem malo več časa posvetila domu in zdi se mi tudi prav, torej v letu 2019 boste gotovo vse moči uperjali v gradnjo in izgradnjo tega doma. Kdaj pa bi predvidoma lahko bila otvoritev tega doma? Zdaj sama časovnica izgradnje centra starejših občanov pri Svetem Tomažu oziroma medgeneracijskega centra je nekako dodelana na način, da bi naj bil dom zgrajen do konca septembra 2019. Sama zapolnitev doma, to se pravi bi rekli po uradnem prevzemu in vsem, kar je potrebno, pa bi naj dom zaživel z 1.1.2020. To se pravi malo prej, ko v enem letu bi dom moral začeti delovati z polno močjo. No, dom pa seveda ni vse, kar se dogaja v vaši občini. Vedno se je zdelo, vsaj gledano od strani, da zelo složno delujete tam, ne? Da vam pravzaprav lepo gre, ne? Se dobro razumete, recimo tako med sabo. Tomaževčani. Jaz moram reči, da sem pravzaprav Tomaževčan od rojstva. Nekih velikih, težkih besed ni bilo nikoli. Če bi se že kdajkoli kaj pojavilo, sem pač po naravi tak človek, da poskušam čim bolj zgladiti te stvari. Seveda včasih pride do kakšnega konflikta interesov, pa še mogoče kaj, ampak treba je vedeti, pa tudi včasih razumeti sogovornika, zakaj pride do takšnega, do kakšne bolj trde besede. Ampak še enkrat, ko ste lahko sami opazili, res poskušamo vse stvari, ki se zgodijo, nekako čim prej dogovoriti, predvsem pa nekako držati tisto odločitev, o kateri jaz pravim, da je pravilna. Če vidiš, da v neki zgodbi ni posluha, se pravi skupnosti kot celote, da neki problemi precej štrlijo, potem je boljše s temi zadevami počakati, jih dodelati, se pogovoriti, jih dati v drobnogled in šele takrat odločati. Vsekakor sem tisti človek, ki si res nikoli nisem prizadeval oziroma si nisem želel nobenega preglasovanja v občinskem svetu. Ker če kdaj pride do težkih stvari, predvsem pa do nesoglasja v občini, je ravno to formiranje koalicij pa opozicij, kar se mi zdi, da v majhnih občinah, kot je Sveti Tomaž, nima prostora in da se moramo vsi skupaj zavedati, da vsi delamo za isti cilj, da vsi hočemo v tej mali občini narediti čim več, da bi bili ljudje zadovoljni. Vemo pa, da je pravzaprav edini problem, če vse drugo odmislimo, dostikrat denar, ki pa je pač takšen, kot je. Jaz pravim, s tem, kar imamo, moramo biti zadovoljni in si prizadevati, da ga morebiti na kakšen drugi način pridobimo z raznimi razpisi, o kateri bomo najbrž kaj več rekla kasneje, ampak žal pa teh razpisov zadnje 2-3 leta ni, jih zelo pogrešamo, ne samo mi pri Svetem Tomažu, ampak pravzaprav vse slovenske občine. Kaj torej je občini Sveti Tomaž prineslo še leta 2018, razen torej začetka gradnje medgeneracijskega centra? Glejte, naš velik cilj iz teh nekaj let nazaj je bil pokritje celotnega območja občine Sveti Tomaž z širokopasovnim omrežjem. Jaz verjamem, da je to projekt, ki si ga želi vsaka slovenska občina. Je pa druga resnica, da pa je za to vrstno investicijo potrebno izredno veliko sredstev, predvsem pa izredno veliko dela, saj je to pravzaprav delo, ki se odvija na terenu. Potrebno je brezštevilnega usklajevanja, tako z prebivalci, kot tudi z investitorji. V glavnem, mi smo v lanskem letu pokrili nekje do meseca decembra celotno območje občine Sveti Tomaž, vedno še se vršijo vpihovanja vlaken na teh linijah, ki smo jih naredili, tako da lahko rečem, da smo pravzaprav vseh 17 vaseh prisotni z širokopasovnim internetom, kar seveda daje možnost našim prebivalcem, da se priključijo na prepotreben internet, potem televizija, ki je zadnji čas velik problem, žal se pa zgodilo, kar se je, glede
teh analognih pa digitalnih signalov in pa seveda tudi telefonija, ki je pravzaprav sedaj rešena preko optike, kar pa seveda posledično pomeni, da nam vedno bolj izumirajo klasične telefonske linije, kar pa vemo, da je bilo v preteklosti pred 20-30 let nazaj tudi ena zelo velikih investicij, ki pa danes zaradi teh optičnih omrežij izgublja na svoji vrednosti. Torej to, kaj pa ceste in vse ostalo? Vsekakor je to nekako področje, ki smo ga z letom 2007, ko smo začeli z občino Sveti Tomaž, naša prioriteta. Vemo sami, da smo pričeli z 65 km makadamskih cest, no v tem trenutku z lanskim letom, ko smo zaključili skoraj 3-kilometrske odseke, imamo še nekje dobrih 13 km makadama. Upam si trditi, da je to vsekakor pridobitev brez primere, da smo na tem področju maksimalno naredili, da na tem področju delamo še naprej, tudi za naslednja leta, imamo predvidene modernizacije, je pa nekaj res, zgradili smo ogromno, modernizirali ogromno makadamskih cest, po drugi strani pa so se nam po teh letih zgodili drugi primeri, ko so nam asfaltirane ceste, ki so bile pred leti urejene, v stanju nujne sanacije, tako da že v naslednjih 2-3 letih predvidevamo rekonstrukcijo takšnih cestnih odsekov, ki nujno kličejo po sanaciji, če hočemo, da zadeva ne bo še bolj alarmantna. Kaj pa področje gospodarstva? Se v tej smeri kaj razvija? Kar se tiče samega gospodarstva, vse to, kar smo povedali, je del gospodarstva, ker brez tega, kar imamo, kar smo naredili, bi se seveda težko šli nekega gospodarstva. V nadaljevanju želimo razširiti tudi mrežo kanalizacijskih sistemov, kar je izredno pomembno tudi za gospodarski sektor. Večkrat sem omenil, da je naša velika želja, da pridobimo nekega investitorja na naši obrtni coni, ki je definirana po prostorskem načrtu. Toda tudi na tej poti nam precej ovir ustvarja država, ki pri sprejemanju prostorskih načrtov, ki so trenutno v fazi sprejemanja za našo občino, nalaga vedno nove in nove obveznosti, da se zadeva odmika od tistih želenih rokov. Naj spomnim, da imamo do 600 predlaganih predlogov za spremembe prostorskega načrta. Ljudje pričakujejo, da bo to čim prej, ker želijo graditi, ker želijo za mladi rod poskrbeti tako ali drugače. Mi pa ne moremo storiti tega, kar bi morali zaradi tega, ker so ovire iz strani ministrstev. Jaz srčno upam, da se bodo te zgodbe zaključile v naslednjih mesecih. Zadnja dopolnitev, ki jo je bilo potrebno narediti po mnenju ministrstva, so izdelava poplavnih študij. Vemo sami te zgodbice, ki so se zgodile v teh zadnjih letih po naravnih ujmah in pa stoletnih vodah, so očitno tudi ministrstva nekako prizemljila in pač dala nalogo, da te zadeve poskušajo trajnostno rešiti, kolikor bo seveda to mogoče. Dejstvo pa je, da v našem območju pri Svetem Tomažu razen doline Savec, mislim, da nekih velikih težav, kar se tega ne tiče, ni, tako da bi res se morala ta prostorski načrt čim prej zgoditi, če hočemo, da bomo lahko investirali, ker ne gre samo za problem občine, gre za problem naših prebivalcev, ki, kot že rečeno, čakajo in želijo določene spremembe na področju zazidalnih površin. Kako težak je pravzaprav proračun občine Sveti Tomaž? Naš čisti neto proračun je težak cirka 1 800 000 evrov. Seveda tukaj potem dodajamo še sredstva iz državnega proračuna, morebiti tudi sredstva, ki bi jih dobili iz naslova evropskih razpisov. Vemo sami, da čakamo na te razpise, pravzaprav vse slovenske občine in upamo na to, imamo pripravljene projekte, ampak zaenkrat se to ni zgodilo. Še enkrat pa, ko smo že omenili, naš proračun, s katerim pač lahko računamo, je to, kar sva rekla, potem pa odločitev občinskega sveta, v kakšne smeri se bo zadeva odvijala. Jaz sem prepričan, da znamo poskrbeti res za vse segmente, za katere je občina odgovorna, tako za družbene dejavnosti, tako za kulturo, šport, turizem. Ravno na področju turizma poskušamo narediti več korakov, bolj kvalitetne, se pravi zato, da bi občina bila turistično bolj prepoznavna. V tej smeri smo tudi vzpostavili to našo turistično pisarno, zaposlili našo občanko, ki na tem maksimalno deluje. V glavnem nekako poskušamo iz te majhnosti in pa pred leti zelo velike neprepoznavnosti Svetega Tomaža narediti neko zgodbo, ki bo na širšem slovenskem prostoru imela svoje mesto, predvsem pa bo to prostor,
kamor se bodo začeli vendarle nekako odzivati naši, bi rekli, državljani iz različnih krajev in nas tudi turistično bogatiti, kar se tiče turistične ponudbe. No, to so vseeno zadeve, ki potrebujejo čas, ne, da se razvijajo, da torej dobijo neko svojo končno kvaliteto tudi, ne, če tako rečemo. Kako pa se je izkazala ta turistična pisarna? Mislim, da 2 leti deluje, ne? Tako je. Vam je v pomoč? Lahko rečem, da je izredno velika pomoč, kar se tiče vzpostavljanja turistične prepoznavnosti. Res je, tako kot ste rekli, kdor bi nekako imel misel, da se bo v letu, 2 zgodilo ne vem kaj, je seveda utopija. Vse občine, ki so se turistično razvile, so za to rabile kar nekaj let, predvsem pa dobrega povezovanja, kar pa je v našem primeru za našo prihodnost izredno velikega pomena. Sedaj, ko smo nekako stopili v ta nov mandat, se pospešeno pogovarjamo glede sodelovanja tudi na tem področju. Kar nekaj stvari se je zgodilo že v lanskem letu. Moram reči, da ta destinacija Jeruzalem je izziv našega območja in kar je najbolj pomembno, nikako si ne smemo dovoliti zapiranje v svoje občinske meje. Turizem nima meja. Turizem je prostor, brezmejni prostor, kjer vsi skupaj moramo predstaviti svoj lonček in iz tega skupnega potem dobiti vsak tisto, kar pač lahko ponudi. Jaz sem prepričan, da bomo pri Svetem Tomažu naredili vse, da bomo povezovalni, da bomo imeli posluh za to sodelovanje med občinami, računam pa na to sodelovanje tudi iz strani ostalih občin, kar verjamem, da tudi njim v interesu, če hočemo, da bo destinacija Jeruzalem takšna, kot je, tudi uspela. No, mimogrede še o sofinanciranju javnih zavodov, teh vseh naših 3 občin, ne, ormoških, kot rečemo, Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. Središče ob Dravi so torej najavili, da več ne bi sofinancirali muzeja. Kako vi gledate na to? Glejte, kar se tiče odločitev, ki nekako nasprotujejo zapisani delitveni bilanci, pač imam svoje gledanje na to. Vsekakor sem pač prepričan, da bi se v pravni državi morali držati nekih pravnih norm. Vsekakor tudi, kar se tega tiče, karkoli že bo, mora biti sprejeto iz strani vseh 4 akterjev, to se pravi vseh 3 občin in pa muzeja kot takšnega. Vsekakor sem prepričan, da se tu da narediti korak naprej, da se da dogovoriti marsikaj. Sem pa zelo proti temu, da se enostransko spreminjajo zapisana dejstva, ki so predmet delitvene bilance in so bila tudi z strani vseh 3 občin podpisane. Kako se bo ta zadeva odvijala naprej, težko rečem. Dejstvo je, občina Sveti Tomaž zagotovo ne bo sprejemala novih obremenitev na ta račun. Mi bomo pač nekako financirali to, kar smo obljubili, tukaj ne bomo požirali besed. Jaz se zavedam, da so krizne situacije po občinah marsikaj velike. Tudi mi ne živimo v izobilju, ko smo že slišali, kakšen je naš proračun. Ampak tisto, kar pa je potrebno zagotavljati, pa je pač zgodba, ki nima vprašanja, ampak je pač dejstvo, na katerega smo stavili. Delati primerjave z ptujskimi občinami, ki res na tem področju ne odigrajo tiste vloge, ki bi jo morale, je pač bila odločitev takratne delitvene bilance z občino Ptuj in vsemi ostalimi 16 občinami, ki so nastale, in se ozirati danes na to, kako je pri njih, kako je pri nas, je seveda malo po domače. Še enkrat trdim, sem zagovornik pravnega reda in če smo se neke zadeve dogovorili, se mi zdi prav, da se jih tudi skupaj spreminja. Vsekakor pa ne enostransko oziroma na škodo nekoga drugega. Še enkrat pa trdim v tem konkretnem primeru, če bo seveda občina Ormož pripravljena sprejeti ta delež v svojo breme, potem mi pri Svetem Tomažu ne vidimo nobenih ovir. Se mi pa zdi najbrž malo ne ravno najbolj taktno, ker se ta zgodba najbrž ne bo imela svojega konca. Lahko pomeni kar domino cilj in bojim se, kaj bo v prihodnje.
Pa morda veste na pamet, koliko občina Sveti Tomaž daje za muzej letno? Okrog 18.000 evrov. To toliko za informacijo. Tako za konec pa torej še o načrtih, ne? Verjetno zakorakali smo torej v novo leto, seveda vam jih pri Svetem Tomažu ne manjka. No, niste povedali, koliko odstotkov proračuna pa torej gre za investicije. V letošnjem letu je ta procent izredno velik, preko 55%, kar je zelo spodbudno. Naj pa povem, da tudi v prejšnjih letih nismo padli pod 45%. Tako da se res trudimo, da maksimalno vložimo v to, kar nam je dano in da ne trošimo za stvari, ki niso nujno potrebne. Je pa res, ne smemo pozabiti na tiste zagotovljene porabe, ki si jih občina enostavno mora sfinancirati, to je šolstvo, šport, kultura, turizem in tako naprej. Te zadeve podpiramo, tudi gasilstvo ne smemo pozabiti, tukaj imamo pomembne investicije, non-stop nekako se odvijajo, iz leta v leto smo v nekih nabavah. In vse skupaj v to, da bi pač imeli neko kvaliteto bivanja na različnih področjih našega življenja, predvsem pa, da bodo tudi društvene dejavnosti živele, kar se mi zdi tudi eden od motorjev dobrega vzdušja v neki lokalni skupnosti. Bo kaj posebnega razen torej gradnja medgeneracijskega centra? In vsekakor bodo v letošnjem letu pomembne investicije zopet, kar se tiče cestne infrastrukture. Na tem področju bomo naredili pomemben korak v Savcih. Savski vrh je naša investicija, ki jo želimo dokončati skupaj z zamenjavo obstoječega vodovodnega omrežja. Skupna dolžina je cirka 1200 metrov in pa cestni odsek v Hranigovcih v skupni dolžini 400 metrov, ki pa gre za odsek do družine, mlade družine, ki si je tam na tistem delu ustvarjala tudi svojo družino. Je pa v precej nedostopnem področju, vsaka nevihta, ki pride, naredi ogromne škode. In če hočemo, da bo družina zadržana na tem območju, da bodo imeli neko kvaliteto bivanja, je vsekako prav, da se jim prisluhne in se jim omogoči izgradnja te ceste. Naj povem, da imamo kar nekaj takšnih in podobnih krajših odsekov, ki jih bomo v teh naslednjih letih poskušali umestiti. Ne smemo pa pozabiti na še eno zelo pomembno investicijo, ki nas nekako čaka. Jaz računam, da v drugi polovici letošnjega leta ali pa takoj v naslednjem letu, je pa rekonstrukcija obstoječe regionalne ceste skozi center Svetega Tomaža. Gre za izgradnjo pločnika, rekonstrukcijo ceste, javne razsvetljave in pa meteorne kanalizacije, vse od Meliške Vežice pa do konca naselja Svetega Tomaža, do obrtne cone, kot že rečeno pri Rakovcih. To je dobrih 900 metrov in vsekakor gre za investicijo, ki bo za naše prebivalce zelo pomembna, predvsem zaradi tega, ker gre tudi tu za šolsko pot, ker gre za pot, ki jo koristijo naši prebivalci za pot do pokopališča in nazaj. Je pa tudi res, da je to najožji del regionalne ceste na celotni trasi Ljutomer-Ptuj. Tukaj gre za cesto široko 4 metre in zamislite si otroka na tej cesti, pa še v kakšnem mraku in tako naprej. Res nujna investicija. Vesel sem, da je k tej investiciji nekako pridala svoje da tudi Direkcija za ceste Republike Slovenije, s strani katere smo dobili tudi sofinancerski sporazum, tako da je zadeva tako daleč, da že odkupujemo zemljišča. Računam, da se bo zadeva hitro končala, da ne bo tu kakšnih zapletov in bomo res lahko pristopili k tej investiciji. Naj povem, da, kot že rečeno, je kar zahtevna investicija, kar se tiče sredstev, nekje je ocenjena na 1 600 000 evrov, od tega bi država primaknila 1 350 000 evrov, razliko 250 pa bi morali zagotoviti v našem proračunu. Verjamem, da je to za občino Sveti Tomaž izredno velika pridobitev in vse sile moramo vložiti za to, da bomo ta del ceste modernizirali in pridobili in porabili sredstva, ki se nam ponujajo. No, kateri odsek je to natančno? Tisti, ki gre mimo šole? Tako je, to je odsek od pokopališča, od Meliške Vežice, pa potem spodaj pod naseljem proti osnovni šoli, mimo osnovne šole pa do konca naselja Svetega Tomaža. Tu, kjer praktično še ni niti pločnika, ni niti razsvetljave, se pravi res in tako navarni del. Naj pa povem, da bo z to investicijo pravzaprav uresničeno tisto, kar sem jaz dostikrat trdil, da Sveti Tomaž mora imeti. To je neke vrste
trikotnik, ki mu jaz rečem kar Tomaževsko veliko krožišče, po katerem se bomo lahko sprehajali okrog in nikjer v nevarnosti. Se pravi, pločniki bodo med seboj povezani in poskrbeli za varnost vsakega, ki bo te naše poti koristil. Kako dolg je ta odsek? Že je rečeno 900 metrov. Ja, 900 metrov. To pomeni, razširili bi cesto in naredili pločnike z obe strani ali samo za? No, ker tam z one strani desne so kar hiše, ne? Ja, precej naseljen kraj, tudi pločnik sam bo potekal, če gremo iz Vežice proti smeri Savce, bo potekal najprej po levi strani do križišča pred osnovno šolo, tam je del pločnika že zgrajen, potem pa na koncu zgradbe osnovne šole nadaljujemo z pločnikom po desni strani, vse do konca naselja Svetega Tomaža. Tudi to bo zelo velika pridobitev. Velika pridobitev, zelo velika. No, omenili ste tudi vmes, to pa res čist za konec, ne, projekte, da imate tudi že pripravljeno, kolikor bi se pokazali kakšni ugodni razpisi za nepovratna sredstva, v katero smer gredo ti projekti? Torej, že nekaj let pripravljamo velik projekt za rekonstrukcijo vodovodnega omrežja skupaj z občino Ormož in pa Središčem ob Dravi. Ta projekt je pravzaprav tik pred izdajo gradbenega dovoljenja in kolikor je slišati, bo to tudi pogoj za morebitno prijavo na razpis, ki ga pričakujemo iz strani Evrope, naj bi se zgodil v naslednjih mesecih. Vsekakor trdim, da se bo to zgodilo kmalu, ker se finančna perspektiva z letom 2020 izteka, mi pa smo do tega datuma pravzaprav porabili malo več kot 20%, če gledamo Slovenijo kot celoto. Torej, tu se bo zgodilo, kar se bo. Mi smo pripravljeni, še enkrat rečeno, gradbeno dovoljenje pred izdajo. Imeli bomo pogoje, da se lahko prijavimo. Verjamem, da se bomo znali tudi pogovoriti glede samih investicij na terenu, kar je že razdeljeno pravzaprav. Želimo pokriti tiste dele, tista področja že zgrajenega starega vodovodnega omrežja, ki ima največ defektov, na katerem imamo največ vodnih izgub. In vse te podatke že imamo zbrane, tako da računam, da se bo res ta projekt, če bo prišlo do razpisa evropskih sredstev, zgodil na tem območju in rešil velik problem, kar se tiče zagotavljanja pitne vode. Namreč na našem območju je v precejšnjih delih naselij velik problem glede samih tlakov. Tlaki pri hišah so tako nizki, da se v večernih urah, ko gre za večjo... Pritisk vode. Pritisk vode, ja. Da se v večernih urah, ko je pravzaprav poraba voda največja, marsikje tudi pošteno umiti ni mogoče. Se pravi, velik problem, ki ga poskušamo sicer sedaj reševati z nekimi hidroforji, ampak to so, veste, takšne rešitve, ki niso nekega trajnega značaja. Zato res želimo, da se ta investicija zgodi. V ta namen bomo pri Svetem Tomažu na Kostanju zgradili novi vodohram iz sedanjih 45 kubikov na 450 kubikov. Vse skupaj pa bo tudi povezano z elektročrpalkami, ki bodo skrbele za reden tlak v ceveh in s tem omogočale možnost kvalitetnega pridobivanja vode na vseh področjih naših vasi v občini. Imajo še domačije hidrofore in tiste lastne torej vodovodne napeljave? Še obstaja to, ne? Mislim, da so še prisotne tam, kjer so pač domači študenti. Verjamem, da se to tudi uporablja, predvsem kar se tiče zalivanja. Ampak več ali manj vidim, da se kar koristi občinska voda, se pravi ta voda iz tega skupnega zbiranja, tako da ne vidim tu nekih velikih težav, kar se tiče potrošnje, kar pa je tudi eno od meril finančne vzdržnosti, tako glede cen kot same investicije. V glavnem, dela vam ne bo zmanjkalo v občini, ne? Tako da bo treba pljuniti v roke, kot rečemo, ne? In torej začeti z delom. Vsekakor, jaz trdim, da so to veliki projekti, o katerih je potrebno govoriti. Tudi naši občani o tem večkrat radi spregovorijo o različnih dogodkih, ki jih imamo. Tudi sam poskrbim, da te informacije gredo med prebivalce, da s temi investicije zaživimo. Tudi ta dom, ki ga sedaj gradimo, se ni zgodil skozi noč. O njem smo govorili pravzaprav že zadnjih 5 let.
in poskušali dobiti tudi signal iz strani naših prebivalcev, kakšno pa je njihovo mnenje, ali je to, kar si v kraju želimo, ali bo to neka tista dodana vrednost, na katero bomo ponosni vsi, ne samo občina in pa občinska uprava, ampak vsi prebivalci v naši občini. In tudi vse druge investicije, ki se dogajajo in se bodo dogajale, vedno poskušam plasirati preko javnega mnenja, se pravi preko različnih skupnih dogodkov, ki jih imamo v občini, in dobiti tisti pravi signal in voljo naših prebivalcev. In vse te investicije, o katerih govorim, so podprte za strani naših prebivalcev, si jih želijo, se zavedajo, kaj pomenijo za našo skupno bivanje in lahko samo rečem, Bog daj srečo, da bomo uspešni pri teh raznih razpisih, namreč naš proračun je mnogo premali, da bi se lahko takih velikih zgodbic šli in da vse te probleme, ki so na tak lep, bi rekli, čisto varčen, predvsem pa proračunsko vzdržen način rešimo. Čestitke torej za vse storjeno in torej tudi za vse nove načrte. Za konec še povabilo, en taki lep koncert se vam obeta. Klapa Šufit, kako pa ste prišli do te klape, ki bo torej gostovala? Vsekakor sem prepričan, da je glavni akter oziroma nosilec tega izbora same skupine bila naša Blanka iz turistične pisarne, ki ima tudi dobre naveze, kar se tiče tega glasbenega področja. Vem, da je prišla neki dan tudi k meni na občino in pač predlagala eno tako stvar, ki bi se naj v občini zgodila. Če sem zakaj, kar se tiče družabnih stvari, potem sem vsekako za glasbo in dobro petje, kar tudi sam zelo ljubim in spoštujem. Tako da sem vesel, da se je to zgodilo. Mi smo sicer nekako imeli željo, tudi Blanka je nekako izkazala najprej pripravljenost, da bi se to zgodilo za Valentinovo, ko bi bilo neke vrste darilo za naše ženice oziroma žene in matere. Občanke, ja. Tako, ampak nažalost se prostorsko ni išlo, ker smo odvisni od športne dvorane pri Svetem Tomažu, ampak verjamem, da bo tudi ta dogodek nekako imel pridih tega srčka, ki ga delijo fantje in moški ob Valentinovem, pa bomo malo mogoče še preuranjeno tudi na tem segmentu nekaj naredili, sicer pa ne smemo pozabiti, gre za ponovoletni koncert, ki je pripravljen ravno za to vzdušje, ki se izteka. Vsekakor bo to neke vrste pika na i in ta klapa, ki je v živo še nisem slišal, verjamem, da me bo prepričala, saj koliko vem, imajo kar nekaj izborno zelo dobrih pesmi in tudi zelo znanih, tako da res se obeta en zelo lep dogodek in če bo možno, če bo ta oddaja prej na vaši televiziji, kot se bo ta koncert zgodil, potem vsi gledalci, bi rekel, ki imate voljo in željo slišati dobro petje, vabljeni k Svetemu Tomažu. Pa tudi drugače, ne? Pa tudi drugače, vsekakor. Gospod Mirko Cvetko, hvala, da ste si vzeli čas. Veliko uspeha vam želimo torej v letu 2019. Seveda bomo kakšen dogodek z veseljem tudi izsledili, ne? In prišli k vam na obisk. Vsekakor pa še enkrat torej hvala, da ste si vzeli čas in srečno. Hvala tudi vam, hvala za povabilo in vse dobro vaši televiziji in pa temu kraju, kjer skupaj ustvarjamo. Hvala lepa. Toliko za danes, spoštovane gledalke in gledalci, bodite z nami tudi čez teden dni, ko pa bo naš gost mlad Italijan, ki preko evropskega projekta že 4 mesece gostuje v Ormožu, sicer pa odhaja kmalu. Tako da se bomo malo pogovorili z njim in sploh slišali razmišljanje, ki ga ima in kako je spoznal in se navadil na naše ljudi in na naš kraj. Tako da srečno do prihodnjič in vse dobro.